Zdravo, Jure tukaj podjetnik, ki komentira politiko in ekonomijo. Zopet ni konec bizarnih, absurdnih, škandaloznih izjav naših najvišjih politikov, tokrat celo predsednica države Nataša Pirc Musar. Poglejte si to bizarno izjavo, ki točno in jasno kaže, kako je naša vodilna klika nezmožna reševati probleme te države, ker se je nezmožna soočiti z težkimi odločitvami. Poglejmo si to izjavo, pa potem pokomentirajmo. In glasno povedati, ki so mi jo dali, da bodo zagotovili, da se v romskih naseljih ne bo več streljalo. Ne v zrak, ne kamorkoli drugam. Jaz upam, da bodo tisti Romi, ki to počno, poslušali svoje vodilne, svoje starešine, če lahko tako rečem, in da bodo obljubo seveda tudi držali. Prva obljuba. Tole lahko bi rekli, da je smešno, vendar v resnici je globoko tragično, kar ti kaže, kako ljudje, ki bi morali biti sposobni razumeti, kako se rešuje težke situacije, tega niso sposobni razumeti. In ta strahopetnost je rezultat tega, da ljudje, ki so trenutno na vladajočih pozicijah, se najbolj od vsega bojijo izgube svojega statusa. Pazite to. Njih boli to, da bi izgubili svoj ugled. Pri kom? Ne pri kmetih, ne pri delavcih, ne pri navadnih državljanih, nas vseh, ki plačujete davke, ki delate v realnih poklicih, za katere se morate boriti za vsakodnevni kruh. Ne. Te ljudje se predvsem bojijo izgube ugleda pri svojih kolegih na najvišjih mestih, v evropskih institucijah, slovenskih institucijah, akademskih sferah, po svetu, globalnem svetu in tako naprej. Te ljudje se predvsem bojijo, da bi jih kdorkoli oklical, da so kruti, da so sovražni in tako naprej. Zato ne rešujejo nasilja in nobenih problemov, kadar so v to vključene druge etnične skupine. Tem ljudem torej več pomeni lasten občutek, več vrednosti do vas, do vseh nas. Torej, njim pomeni več ta občutek, da so oni boljši od nas, kot pa to, da bi rešili naša življenje. Si morate to misliti. In to so ljudje, ki nam vladajo. Zato imamo takšno stanje, kot ga imamo, in ga bomo imeli še slabšega, vedno slabšega, dokler se ne bo spremenila klika na vrhu, ki bo dejansko se pojavil človek, ki bo sposoben reči ne. To zadevo z nasiljem, kakršnikoli nasiljem, katerekoli etnične skupine v Sloveniji, je potrebno rešiti tako, da se upošteva zakon in se jasno in glasno in takoj sankcionira vsakega, ki nelegalno drži pri sebi orožje, ki ima nelegalno neprijavljene nepremičnine, ki nelegalno služi denar z drogo, preprodajo raznih prepovedanih substanc in tako naprej. Ampak za nekatere ta pravila ne veljajo, vemo, kateri so to. To so ljudje, ki so imajo po desetine prekrškov, pa hodijo naokoli po cesti. In tukaj je zgolj potrebno zbrati pogum, kot sem povedal še večkrat. In te ljudje niso pripravljeni sprejeti poguma, niso pripravljeni biti pogumni, kajti bojijo se izgube svojega ugodja, udobja in pa hvalisanja in občutka več vrednosti z drugimi kolegi podobnih nagnanj in podobnih mnenj. Tako da upam, da vam to tudi dobro pokaže na to, kam slovenska družba žal pluje trenutno. Imamo pa čas na volitvah, da zadevo spremenimo. Ne bi rekel, da je potrebno voliti katerokoli stranko, predvsem gledajte na to, ali so te ljudje, ki jih volite, pogumni, ali imajo za sabo neka dejanja, ki kažejo, da so vsaj malo patriotski, pogumni, da so delali v nekem poklicu, kjer je potrebna neka širša sposobnost pokazati, širšo sposobnost in pa imajo poglede na svet, ki so zdravorazumski. Torej zgolj to, zdravorazumski pogledi na svet in pa neko odločno držo. Odločno držo vidite že pri načinu govora, gledanja, poslušanja, kako se ta človek, kakšno energijo ta človek oddaja,
To so najbolj pomembni markerji. Torej, da so zdravorazumski pogledi in pa neka odločna energija, ki jo mora človek oddajati. Takšne ljudi rabimo zdaj izbrati na naslednjih volitvah. Dajte svoje komentarje, sporočite mi, kaj menite o tem, kakšne ljudi rabimo, s kakšnimi pogledi, s kakšnimi izkušnjami, kdo bi te ljudje lahko bili, in se veselim vaših komentarjev. Hvala.